spet sonce. Gospod Šarec, v bistvu nas zanima samo kratko, nekaj ste že napisali v svojem tweetu, komentar glede današnjega srečanja Pahor-Stevanović in seveda glede napovedi, kaj vse se lahko zgodi jutri širše v Sloveniji očitno kot zgolj na ljubljanskih ulicah. Ja, dejstvo je, da je predsednik republike že zdavnaj izgubil vso kredibilnost. Predsednik republike je prvi, ki bi moral vlado pozvati v teh političnih razmerah k odstopu. Odstopu pa zato, da bi se sprožile predčasne volitve, kajti v politični situaciji, v kateri smo danes in v pregretem ozračju, pravzaprav v zrelih demokracijah, ni druge poti kakor predčasne volitve. Predsednik republike pa seveda servilno ugodi vladi in pa vodi nek kvazi dialog in prav s tem kvazi dialogom pravzaprav povzroča največ škode demokraciji. Najbolj škodi demokraciji in slovenskim državljankam in državljanom. Kako pa konkretno ocenjujete današnji njegov sestanek z gospodom Stevanovićem? No, to je bil še en poskus nečesa podobnega, kot smo videli pri gospodu Šišku takrat, ko je organiziral posvet in ga posadil za isto mizo, s tem mu dal legitimnost in danes s tem dejanjem spet legitimira pač določena početja. Moram pa povedati, da je pravica do shoda seveda osnovna pravica in vsak ima pravico do shoda. Me pa zanima, kaj se bo zgodilo, če bo to ušlo iz rok, tako kot je deloma že ušlo pretekli teden. Kaj bi se zgodilo recimo na obvoznici, če bi kakšen tovornjak pripeljal in zbil množico ljudi. Do tega pripelje. In zato je odgovorna izključno vlada in pa predsednik republike. Kajti, če bi imeli kaj politične odgovornosti, bi vlada odstopila, s tem omogočila predčasne volitve in tudi s tem razelektrira ozračje. V svojem tweetu ste bili danes zelo oster do predsednika. Seveda, se je treba biti oster, ker mislim, da je to šlo že čez vse meje, da ta Instagram politika je pripeljala tudi do tam, kjer je pripeljala, kjer smo danes, da inštituta predsednika republike praktično nihče več ne jemlje resno. Ko pa se pojavi, ko govori o slovenski politiki, pa to zavija v neko kvazi dialoško meglo, ki je pravzaprav nihče ne razume, mislim, da tudi sam ne, in pravzaprav ne vem, kaj želi s tem slovenskemu narodu povedati. Osnovno, kar bi moral, še enkrat ponavljam, narediti predsednik republike, je v teh razmerah pozvati vlado k odstopu. Seveda bi bilo pa še najbolje, če bi še sam odstopil. 100 evrov. Na naročilnico.